A snema? Dobro jutro. Ne vem, če snima. Dober kafe vsem. Jaz sem ful vesel. Vam bom povedal, zakaj. Ker se vse ruši, vse se ruši. Sem pogledal malo slovenske medije in puno straha. Vse se ruši. Nevarnost vzhoda, nevarnost zahoda, nevarnost levo, nevarnost desno. Toda na koncu koncev edina nevarnost je tu pri nas doma. Boga Slovenija s takim narodom, in levi in desni, in levi in desni, in počasi si ta narod žaga vejo, na kateri sedi. Meni je kul, meni zelo kul. Jaz sem itak Istrijan, zato mi dol visi. Ja, kot drugo, morda bo to moj zadnji video, nikdar se ne ve, pa ne zaradi tega, ker ne želim več snemati bilo kaj. Nikdar ne veš, kdaj bo kaj počlo, se bo zgodila kakšna nepredvidljiva stvar in tako dalje. Upam vsaj, da tam nabavil sem si novi mikrofon, upam, da se me dobro sliši, upam vsaj, ne. Torej, kje smo ostali? Jaz sem ful vesel. Ja, res sem vesel. Itak, jaz sem onkološki bolnik, zato me prav nič ne briga, kako bojo vse drugi. Veste, jaz sem leta 2012 bil lačen. Lačen sem bil nekaj mesecev, pa ne v Afriki, ampak tu v Sloveniji, ker nisem imel hrane. 2012 tu v Celju. Ljudje, marsikdo je vedel, pač v kakšnem stanju sem, živel sem z 203 evri in zato sem bil lačen. Z rakom v sebi in tako dalje. Kje smo ostali? No, v glavnem, pred koliko leti? Pred 17 leti sem zbolel za rakom in zaradi napačne zdravniške presoje so me prve 3 leta zdravili raka z antidepresivi in stabilizatorji, ker ni bilo komunikacije v našem zdravstvu. Tako da so me prve 3 leta zdravili raka z antidepresivi. Piše tam v mojem zdravstvenem kartonu, kjer imam kopijo, ne. 3 leta so mi zdravili raka z antidepresivi. Zato sem danes 100% invalid. Ja, zato. In ko sem bil tak bolan, sem čez noč padel z 1300-1500 evrov prihodkov na 203 evre. In pol Elvis živi. Seveda sem bil lačen. Ne. Sem imel nekaj prijateljev, tudi bili so to prijatelji, dokler so imeli interes. Ko te ne rabijo več, te zavržejo. Itak si samo en navaden starac, onkološki in tako dalje, ne. Ja, tečen in pač bojo že prišli na svoje, se ne sekiram. In iskreno povedano, dol mi visi za to državo. Ne mi zameriti, ampak res, dol mi visi. Ja, poznate oni stari slovenski pregovor? Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ja, to se dogaja zdaj z našo državo. Kaj se je zgodilo leta 1954 v slovenski Istri? Kaj se je zgodilo 1991 leta? Govorimo neki osamosvojitvi, zdaj smo pa res pravi hlapčki. Ne, nismo mi hlapčki, mi smo samo žrtve hlapcev naših veljakov na levi in desni, ne. Ja, jih gledamo vsak dan. Mi smo žrtve, saj jaz se počutim žrtev, ne. In nasilje nas pahajo tam v jarke, ne. Mene ne, jaz sem že dovolj star, jaz sem 2 metra štrika dol v kleti, tako da mene ne bo to ulovilo, ne.
Morda bo ulovilo vaše otroke, sinove, to morda, ja, ne vem. Pustimo se presenetiti. Ne, zamisliti se je, moji dragi Slovenci in Slovenke. A ja, kar se tiče vseh spominov na Facebooku, sem jih moral zbrisati, ker ena znana medijska hiša se je pritožila na Facebook in sem moral vse spomine zbrisati, da imam ljubi mir. Kot če ni več spominov, zahvalite se vašim slovenskim medijem. Kaj sem še pozabil povedati? Ja, jutri, pojutrišnjem ali morda v soboto se vam bom zopet javil. Na Facebooku itak gledate same škovace, rečemo Istrijani, ne? Ja, do Črnega Kale so škovace, naprej na Primorskem so pa smeti, ne? To je meja. Istra je tam, dokler so škovace. Ko ni več škovac, naprej so smeti. To je velika razlika. Slovenski mediji pa non-stop hočejo potujčiti Istro v Primorsko. Madonna, vsaka jim čas, vsaki dan lahko poslušate. To so delali fašisti 25 let dol v Istri. 25 let so nas potujčevali, zdaj pa nas tile iz Ljubljane. Primorska in kaže na Piran pa Portorož. Primorska, ja. Ne, zelo zanimivo. Ako govorijo o Gorici, to pa je Goriška. Ne, se prav. Ja, logično, da je Goriška. Gorica ni Primorska, Gorica je Goriška. Piran pa je Primorska. Ja, ma bo zelo malo časa Primorska. Ja, Evropa se lomi, poka, poca. Ja. Vi, ko prijete dol v Istro, ste vedno dobrodošli. Ne? In se vedno imate fajn, zato se vračate, zato vas je pun kufr dol v Istri, ne? No, jaz mislim, da sem za danes povedal vse. Nismo še končali, še dosti stvari imam za povedati, ampak jaz sem ful vesel, kar se dogaja te dni v Sloveniji, kar se dogaja v Evropi, kreganje na veliko, cel svet se nam smeje, a ni lepo, ni nevarnost ne od vzhoda, ne zahoda, ampak nevarnost je tu doma. Ja, imamo čudovito oblast, zelo pridni so, naša oblast je zelo pridna. Poglejte, kako so poslušni, levo pa desno, kimejo, kam rečejo, puf, Bruselj takoj kimejo, ja, timovčki. Ma se so isti, glejte, unga na levi strani, pa unga na desni strani, in potem pa ste se ustavili v letih 50, Slovenija še vedno v 50 letih. Fajn se imejte, oprostite moji slovenščini. Probajte vi govoriti po istrijansko, dejte, probajte, če znate. Probajte. Jaz ne vem, hvala Bogu, zdaj vse bi komuniciral v italijanščini, samo mi ni treba, ker tudi spodaj kdorkoli lahko vklopi podnapise in me lahko razumejo po celem svetu. Ja. Na Facebooku vsaki drugi Slovenec je kaj že, kako se reče, videomaker. Vsaki drugi Slovenec je videomaker. Objavi 5 slik in pravi, da videomaker. Mama moja. Videomaker je ratalo toliko, kot časih je bilo somiljejev. Fajn se imejte, se slišimo kmalu.